Že, dragi moji, in lepo pozdravljeni v novem videu o učenju energijski napovedi za ta teden, ki je pa malce bolj specifična. Vesolje bo ponovno poskrbelo, da nam definitivno ne bo dolg čas in nam pripravilo 3 zanimive energijske bombončke, za katere je zelo dobro, da jih razumete v kombinaciji. Verjamem, da ste nekaj že slišali, nekaj že brali, jaz bom pa naredila en tak večji suma sumarum, ki vam bo pomagal razumeti prihajajoči teden, pa ne samo prihajajoči teden, ampak nekako obdobje naslednjih 3 tednov, pod kakšne energije gremo, zakaj so posebne in kako iz njih dobiti, seveda nas najbolj zanima čim več pozitivnega, a ne? Ta teden prihaja polna luna, zimska polna luna, zelo močna polna luna, ki pa je sama po sebi seveda zelo neki manifestacijsko zanimiva, pa vendarle bi se tokrat malo bolj rada dotaknila kombinacije te polne lune z retrogradnim Merkurjem. Ja, tako je, ponovno ga imamo, nekateri ljudje, ki slišijo retrogradni Merkur, je njihov komentar takle, zavijajo z očmi in to je to, ne. Pa pogledamo, zakaj ljudje zavijajo z očmi, ko slišijo besedo retrogradni Merkur, in tokrat je res zanimivo se je skombiniral z polno luno. Retrogradni Merkur je seveda gibanje, po domače povedano, v rikverc tega planeta, ki vedno poskrbi za to, ker je v rikverc, da zadeve tečejo počasi, ali da se ustavljajo, ali da se nikakor nočejo speljati, ali da imaš občutek, kakor da si obstal na mestu, pa tako naprej, ne. Zdaj retrogradni Merkur prihaja definitivno 30. januarja, prihaja polna luna 2 dni prej, ne. Zdaj pa je to zelo zanimiva kombinacija zaradi tega, ker je polna luna točno nasprotje tega. To pomeni, polna luna je pa tista, ki daje moč, ki manifestira, ki pospešuje. Tudi, ko meditiraš, ti takrat daje več energije, večje rezultate manifestacije in tako naprej, ne. In zdaj vprašanje, kako gresta pa zdaj ta dva nam skupaj, ne. To pomeni, en hoče naprej, on ta drug hoče pa v rikverc, zdaj kdo bo koga, ne. In definitivno bo tudi tak občutek za mnoge ljudi lahko zavladal, kar upam, da bom z svojimi nasveti lahko, pa z angelskimi nasveti nekako spremenila za vas, ampak dejansko bo tak občutek točno tako, kot sem povedala. Občutek, da hočeš nekaj sprovesti naprej, da hočeš, da gre nekaj naprej, da hočeš, da se, a veš, nekaj obrne na boljše, ampak kot da ti skozi nekdo neka polena pod noge meča, ne. In zdaj to kar malo energijska frustracija, kad ti hočeš nekaj, razumeš, planeti pa nekaj drugega delajo, okej? Zdaj pa kako to spremeniti? Obstaja pa še en trik, obstaja pa še energije, ki se bodo tudi na nebu zvrstile, o kateri pa mogoče niso nekateri pomislili, da če imamo en princip, ki hoče naprej, pa ta drugega, ki vleče nazaj, pa mogoče tretji princip, tisti, ki ima pa rešitev na vse to. In obstaja rešitev na to. Vstopamo v dobo vodnarja, v zelo močno dobo vodnarja, in to astrološko znamenje je znano kot prebojno, kot revolucionarno. Je znamenje, ki razmišlja izven okvirja, ki zna v vsakem kaosu v bistvu najti zelo veliko priložnost, ne? In doba vodnarja, če zdaj, razumeš, gremo v te direktne energije tega in imamo zdaj prva dva, je v bistvu nasvet sledeči. Če hočeš, da bo zate prevladalo kljub gibanju retrogradnega Merkurja, da bo zavladala pozitivna manifestacija, potem moraš iti nad vse skupaj to z drugačnim razmišljanjem kot do sedaj. Povsem drugačnim razmišljanjem kot do sedaj. To, ki iti izven sebe, to pomeni, da če so ljudje do zdaj pričakovali, da boš eno stvar delal, da ti greš čist kontra, da narediš nekaj prebojnega, mogoče boš nekaj ljudi celo malo šokirala, ampak nič hudega. Tako da, če hočeš iti v manifestacijo, moraš v bistvu s tem vodnarjevim principom se združevati s polno luno, pognati stvari naprej, stvari drugače narediti, stvari narediti močneje pritisniti z manifestacijo, karkoli že dela kolektiva, karkoli se dogaja, nekatere cilje, želje, načrte, katere si mogoče že
mesece ali pa celo leta nekako dajala na stran, zdaj je čas, da jih ti potegneš naprej, zdaj je čas, da jih ti definitivno uresničiš, pa tako naprej. Tudi če se ti bo zdelo, okay, da ti retrogradni Merkur majčkeno nastavlja pasti, pa da te hoče malo spraviti stran od tega, kar zdaj govorim, boš imela najboljšo rešitev v tem, da se ne umikaš, da ne rečeš, ja, ni mi namenjeno, očitno mi vesolje daje znak, da moram počakati, ne se tega iti, sploh ne v dobi vodnarja, ne se tega iti, ne iti iskati izgovorov. Jaz dostikrat slišim to, da mi nekaj ni namenjeno, pa ljudje govorijo, da jim ni namenjeno, ampak dostikrat vidim, da je to zelo priročen izgovor, takrat, kadar podzavest ljudem dela, da se bojijo spremembe, pa je ta ni mi namenjeno zelo hiter, duhovno obarvan, pa hiter se ga da zagrabiti, ampak jaz sem vendarle pravim tako, ker zelo dobro poznam intervencije vesolja, če ti nekaj ni namenjeno, do tega fizično ne pride, da imaš ti sploh karkoli možnost narediti. To ni nekaj, da malo se nekaj ustavlja, pa lahko ti svojo svobodno voljo čez greš, pa lahko ti svobodno voljo premakneš stvari naprej, če ti nekaj ni namenjeno, enostavno ni fizična varianta, da se karkoli zgodi. To bi rada, da razumete ta stavek, ni mi namenjeno, ne? Tako da, zdaj sem vam povedala, ok, poglej, kaj si želiš zmanifestirati, poglej, kaj želiš delati in vse skupaj naredi drugače kot do sedaj. In v tem primeru retrogradni Merkur bo zelo, zaradi te dobe vodnarja, pa tako naprej, bo zelo zgubil svojo moč in kakorkoli se bo on premikal, boš ti nadvladala seveda za svoje življenje v maksimalno pozitivno manifestacijo. Tako da to je zdaj izredno pomembno, da veste. Razmislite, kaj je to drugače, ne? In jaz vem, tudi pri nas se stvari spreminjajo. Ravno zdaj v tem obdobju prihaja izpod mojega okrilja čisto nov tečaj angelske komunikacije, ki ga nikoli zdaj nisem delala, tečaj meditacije, ki ga imam že vrsto let s certifikatom in je to, ker eni učiteljev meditacije pod mojim okriljem nastal je doživel preobleko, sem ga združila z tečajem zen meditacije, nadgradila nekaj posebenega. Razumeš, to je to, za vse nas je čas, da gremo še korak dlje, da gremo še eno stopničko više in to se zdaj da zelo delati. Tako da mi bomo seveda tudi napovedali vse te nove tečaje in odločili smo se, da bo in na spletu, to pomeni, da živo spremljali na spletu, ali pa potem spomladi, definitivno držimo pesti za to, z nami v živo na Dunajski 151. Poglejte, ti šola manifestacije, tečaj meditacije, tečaj angelskih komunikacij, šola za lightworkerjev, modra alkemija, tečaj magije, reiki in še. Skratka, res smo naredili vsi naši tečaji so bili prenovljeni, vse je nekaj novega in verjamem, da želiš pokukati, pa dajmo iti v to dobo vodnarja, pa dajmo narediti nekaj drugače, zato da se bojo energije manifestacijsko obrnile. Točno tja, kjer jih želimo imeti in jaz verjamem, da to zmoremo. Tako da želim ti čudovito revolucionarno raziskovanje, se te veselim vsakič, ko se videa in lep teden ti želim, čau!